smo se v molitvi in daritvi svete maše za pokojnega župnika Janeza Petriča, ki je v nedeljo zjutraj nenadoma prestopil prag zemeljskega življenja in odšel v večnost. Njegovo zemeljsko življenje se je izteklo prav na nedeljo, na prvi dan v tednu, ko se vsak teden znova spominjamo Jezusove zmage nad smrtjo in poživljamo svojo vero v večno življenje. Pretekla nedelja pa je bila zaznamovana tudi z novomašnjima slavjema dveh naših letošnjih novomašnikov. Kot da bi nam Bog želel pokazati, kako je naše zemeljsko življenje neprestano na skrivnosten način prepleteno z začetkom in koncem, z rojstvom in smrtjo, z veseljem in žalostjo, saj bomo pravo izpolnitev svojega življenja dosegli šele po koncu tega našega zemeljskega romanja. V nedeljo zjutraj tako svoje zemeljsko romanje v 77. letu zaključil vaš župnik, ki je 35 let deloval med vami kot predan, skromen in zvest dušni pastir, ki je imel Boga vedno na prvem mestu. Ni mu bilo vseeno, ko je spoznaval, kako v današnjem svetu izginjata vera in občutek za sveto, da vedno bolj prevladujejo pogledi, ki nasprotujejo Jezusovemu zgledu in tudi naravnim zakonitostim. Vendar ga to ni omajalo v njegovem prizadevanju, da bi še naprej sejal semena vere, upanja in ljubezni. S tem je povsem konkretno izpolnjeval besede apostola Pavla, ki smo jih slišali v današnjem berilu. Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah, prepričuj, krajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanje. V zadnjih letih je vašega župnika močno zaznamovala bolezen. Bog mu je naložil težek jaren, ki pa ga je vaš župnik pogumno vzel nase, čeprav se je zavedal tudi vseh omejitev, ki mu jih zadaja bolezen. Kljub temu je na življenje vedno gledal s pozitivne. Ni se predajal obupu in je vedno ohranil tudi svojevrsten občutek za humor, ki ga je pogosto povezoval z dogodki iz svoje mladosti, o katerih je tako rad pripovedoval. V svoji veliki skrbnosti je v prihodu v Rovte vsak dan sproti zapisal tudi nekaj stavkov o dogodkih, ki so se ta dan zgodili, in teh dogodkov se je v 35 letih nabralo za kar 4083 strani. Odhod župnika Janeza v večnost pa ne bo tudi spodbuda za molitev za nove duhovne poklice. Letos sta bila v Sloveniji posvečena le 2 novomašnika, v dobrem tednu pa so umrli kar 3 duhovniki. Zato pomnožimo svoje prošnje k Bogu, naj nam nakloni dovolj duhovnikov in tudi z dejanji pokažimo, da se zavedamo njihovega velikega poslanstva, da naša župnišča ne bodo samevala, ampak da bo v njih svetila luč, ki bo predstavljala tudi navzočnost Boga med svojim ljudstvom. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Te besede apostola Pavla lepo spregovorijo tudi o vašem župniku in njegovem odhodu v večnost. Naj ga Gospod usmiljeno sprejme k sebi v nebesa in mu podeli zaslužen večni mir in pokoj. Da bo Bog, v katerega je tako neomajno zaupal vse do konca, njegov družabnik tudi v nebesi, da ga bo smel gledati iz obličja v obličje. Dragi bratje in sestre,
Priporočimo pokojnega župnika Janeza Gospodu Jezusu Kristusu in prosimo, naj ga sprejme v svoje kraljestvo. Da bi njegovo duhovniško življenje obrodilo bogate sadove za celotno cerkev. Prosimo, da usliši nas. Da bi se njegovo delo za rast Božjega kraljestva z našo pomočjo nadaljevalo. Prosimo, da usliši nas. Odpusti mu grehe, ter dopolni in ozdravi, kar je bilo pomanjkljivo v njegovem življenju. Prosimo, da usliši nas. Naj bo njegovo duhovniško življenje spodbuda za rast duhovnih poklicev v našem narodu. Prosimo, da usliši nas. Prosimo tudi za njegove domače, sorodnike in naše župnijsko občestvo, da bi živeli v upanju, da se bomo z njim ponovno srečali v nebesih. Prosimo, da usliši nas. Prosimo za vse duhovnike, ki so delovali v naši župniji in so že odšli v večnost. Prosimo, da usliši nas. Gospod, bodi jim bogat plačnik. Prosimo, da usliši nas. Gospod, sprejmi vse ti naše prošnje, ki jih danes polagamo na oltar za pokojnega župnika Janeza in jih usliši, ki živiš in kraljuješ vekomaj.